Čau, Eleni, dobrošli na Elen kanal, na kanal Alenke Trogarlič, kakor hočete. Če še niste, naročite se, če vam bo všeč, kaj komentirajte, pa polajkajte. Zdaj gremo pa v ta video, ki je bil predvsem ekstremno anticipiran na TikToku. Dobivala sem moje stotine komentarjev, če lahko govorim o tem, tako da danes bomo govorili o smrti Charlieja Kirka. Mečkaj bom tudi povedala o njemu, mečkaj moramo povedati o njemu, da vemo, zakaj sploh govorimo o temu. Večinoma pa o tem, ker je basically moj biznis, o čem res govorim, ta true crime zločin, kaj se je zgodilo, kaj se zdaj razpleta, in res sem se potrudila tudi dobiti ven najbolj nove informacije, tako da sem še danes zjutraj, torej danes smo 17. septembra zjutraj gledala zadnje novice, včeraj je bil tudi prvi zaslišanje z njemu, tako da imamo zaenkrat sodobne informacije. Charlie Kirk je ekstremno razvpit. Jaz bi upala trditi, da je bil eden najbolj znanih trenutno na svetu, če ne tako top 2, top 3 aktivistov, konzervativnih aktivistov, ljudi, ki se javno zavzemajo za politiko, katero verjamejo. On je bil ekstremen desničar, kar pomeni basically konzervativc, kar pomeni, da se je vsaj tisto, kar sem ga jaz poslušala, z veliko težo in težavo pač imel ekstremno konzervativne ideje, katere jaz niti malo ne odobram, si tisti, ki je on imel tako 90%. Vse ne strinjam, ampak danes to res ni glavna stvar, človek je izgubil življenje. S tem se absolutno ne strinjam, da to tako izpucamo s poti. Bizarno, da probaš nekaj doseči z nasiljem, ali pa odpraviti nasilje z nasiljem. Pač v vsakem primeru je to zame fail. Čeprav se z njemu nisem strinjala in tudi nočem, da je danes ta video povod v neko kreganje v komentarjih, ampak sam pač gremo v ta true crime in tudi bom njega na hitro opisala. In pa na koncu bomo nekaj tudi povedali o temu njegovemu streljcu, človeka, ki je streljal na njega in ki mu je vzel življenje. Ker ta oseba, najbolj zanimivo je, danes bomo dejansko poslušali sporočila med njemu, med tem streljcem in njegovo romantično povezavo, načeloma punco. Bomo na koncu o tem govorili, ampak tudi ta sporočila so zdaj prišla na dan in ta sporočila so bila načeloma na Discordu, kar je pa spet ena izmed stvari, ki veste, kam ta stvar vodi zdaj. So berljiva in dosegljiva predvsem zaradi tega, ker nekdo ne uporablja VPN-ja. To pa jaz že pridno leta in leta uporabljam Surfshark VPN, ki je tudi sponzor tega videa, tako da hvala. Torej, kaj je največja moč Surfsharka? Totalna varnost na internetu. Basically te zakodira, da si neizsledljiv, da tvoje stopinje niso izsledljive. Tudi, če ti googlaš bilo kaj čudenega o Charlieju Kirku, ali pa da se totalno ne strinja z njemu, kaj bizarnega pogooglaš, ali pa kaj čisto drugega bizarnega, kar nikoli iskreno nočeš, da bi prišlo ven, ali pa da bi nekdo enkrat odkril. Surfshark VPN bo to skril. Wow, rima se. In pa en izmed Surfshark hackov, ki ga imate absolutno najrajši, to, da si odkleneš celotno bazo Netflix filmov in serij. Predstavljaj si, da greš v tujo državo in potem tam ti delajo vse možne serije, razen tista, ki ti gledaš, vse prijaviš, da si iz Slovenije in imaš spet svojo serijo. I love it. Najboljše, da če ti zdaj kupiš Surfshark VPN, ga lahko uporabljaš ti in tvoji kolegi in tvoja familija na vseh možnih napravah, tako da si ga pošerate, kakorkoli je le možno, res top. Če pa greš eno stopničko više, Surfshark One, imaš pa tam spet nove funkcije in ena izmed njih je Surfshark Alternative ID. To je pa tako full fancy zveni in tudi je, ker ti ustvari čist nov e-mail in identiteto. In si potem popolnoma anonimen pred internetnimi spami in data brokerji. Tako da, klikni link v opisu in ti vtipkaj mojo kodo Alenka za 4 dodatne mesece Surfsharka, pa že tako noro poceni ponudbi. Gremo nazaj na Charlieja in na njegovo politično ozadje in tudi upbringing, kdo sploh je ta oseba in zakaj je ratal to, kar je bil. On se je rodil leta 1993. Enim se to sliši čisto nepomembno. Meni je malo crazy, ker jaz sem v moji glavi njega označevala za starejšega moškega in je en let mlajši od mene. Pri svojih 18 letih je ustanovil Turning Point USA kot nekaj konzervativnega, kot organizacijo konzervativno, bil je ekstremno sposoben. On je pri 18 letih, ko je to ustanovil, začel zelo kmalu nabirati tako milijonske zneske podpornikov, tako da, ali se z njemu strinjam ali ne, svaka mu čas, ker očitno pri šerenju svojih idej, pri marketingu, pri tem, da je pridobival finance, sredstva, je bil absolutno izjemen. Tu je še danes pač ogromna mreža konzervativnih študentov, on je bil ekstremno slaven, bil je velik podpornik Trumpu, imel je svoj podcast in hodil je množično na ta razna, na te polemike, na debate s študenti, pa z drugimi izobraženci in manj izobraženimi ljudmi, kakorkoli že. Verjetno nam je vsem na, ne vem, TikToku kazali druge klipe od njega, tiste, ki zgublja ali pa ki zmaguje. Verjetno se ti analitika prilagaja, kaj ti kaže. Google Charlie Kirk. Go ahead.
Go ahead, read the latest headlines and you'll see why I'm so fucking dead! Večinoma sem se zgražala na tem, kar govori. Ne pravim pa, da je bil nujno slab človek, mogoče sem res verjel v to, kar je govoril. Verjamem, da je verjel v to, kar je govoril, čeprav je meni to bizarno. Moram nehati govoriti, ko se počutim glede njega. Njegova glavna stališča so bila močna podpora Donaldu Trumpu in MAGI, torej Make America Great Again. Krščanski nacionalizem, on je podpiral, da se morata moški in ženski čim prej poročiti, da je edina naloga ženske to, da rodi otroke, to, da je pač doma in basically ne dela. Bil je zelo ostro proti splavu, nikakor ni bil zagovornik LGBT community, imel ogromno zadržkov glede njih in jih pač ni podpiral. In nasploh cela woke kultura mu je šla pač v nos in je bil totalno proti. Delčki te woke kulture sem tudi jaz verjeten, ampak ne tako kot on. Otroštvo in mladost Charlieja Kirka. Rodil se je v Illinoisu, torej 1993 in bil je na nek način srednjega razreda, čeprav ne vem, če to danes še obstaja realno. Po mojem smo stane še revni in ultra bogati. In on je bil sin arhitekta in pa neke vrste psihologinje oziroma terapeutke. On se je vpisal na študij in sicer na Harper College, ampak je bil zelo značilno tudi dropout, se je že odločil, da tam ne dosega tega, kar bi želel doseči in je šel potem zelo hitro v politiko. Kot sem rekla, po 18 letih je že ustanovil organizacijo Turning Point. Zdaj tako, ne bi znal nastopati, ne bi bil karizmatičen, to je very debatable, ampak kamorkoli je on prišel, dejstvo je, da je sprožil močen naval nestrpnosti v zraku, ker so vedno prišli tisti, ki so ga podpirali, vroče goreče in tisti, ki so bili absolutno proti. Kot vidite, do te meje, da je nekdo prišel s puško. Pa še to leta 2021 se je potem tudi poročil za Eriko Francvi, oziroma zdaj je bila Erika Kirk, oziroma je še Erika Kirk, ampak je zdaj vdova, ki by the way, je tudi bivša Miss Amerike, ker je bilo meni čist crazy. Bil je pa tudi oče 2 otrok, eden izmed razlogov več, da se absolutno ne morem strinjati s tem, da je izgubil življenje. Ironično je tudi, da je veliko govoril o tem, koliko je res narobe, da otroci odraščajo brez očeta, ker je res statistično, otroci brez očeta tako zelo pogosto zaidejo v nek kriminal in zelo pogosto so ti otroci tako statistično neke vrste morilci in neki tacga prestopniki v zakonu in je res, škoda, da je do tega prišlo pri njegovih otrocih. Še ena stvar je, jaz se spomnim, da je on na eni točki izrazil, da razume, da je cena streljiva, da je streljivo oziroma orožje dosegljivo marsikomu v Ameriki, to, da ne vem kaj, kot je rekel, vredno je plačati to ceno, da je orožje še vedno dosegljivo in zdaj ironično je on izgubil življenje, tako da lahko si že predstavljate, zakaj na določenih točkah se pač res ne morem strinjati z njim niti malo. In gremo kar na dan tega atentata, dogodka, in sicer 10. september 2025, torej to se je zgodilo basically točno en teden nazaj, odkar ta video snemam, 17. septembra. Charlie Kirk je nastopal v Utah Valley University, kjer je imel spet en ta splošen govor. On je prišel v to univerzo, v ta odprt prostor, njegov odrček s streho je bil čisto popolnoma odkrit. Seveda je bila tam pač razni varnostniki in vse potrebno, ampak očitno ne dovolj, ker še vedno je en s pištolo splezal na eni točki na zgornjo streho stavbe, bližnje stavbe. Tista stavba je bila 300 metrov preč oddaljena in on je imel ta svoj govor. Lih je govoril o tem, da mislim, da ga je nekdo lih vprašal, koliko pa misliš, da je bilo v prejšnjem letu mass shootingov, in tik prej bi on odgovoril, če sem jaz prav razumela, je bil ta strel sprožen, torej snajperski strel, načrtovan strel iz ene osebe od 300 metrov oddaljene stavbe. Ta strel ga je potem zadel v vrat. Jaz sem večkrat slišala, da ga je zadel v levo stran vratu, ampak včeraj mi je nekdo napisal, da so potem dali ven novico, da ga je v desno stran, če kdo zdaj točno ve, naj napiše, ampak je šel valjda ta strel čez in je priletel zadaj med dve zelo pomembni vretenci, kjer pač, ko se tam enkrat precvika načeloma, se ne da kaj veliko narediti. Masovno je bila ta krvavitev in tudi zaradi te krvavitve je on zelo hitro izgubil zavest, tako da tisti, ki se sprašujejo, koliko je on tega čutil in doživljal, verjetno ne veliko. Tudi se je zgrudil na tla in rešilci takrat so bili pač valjda prisotni in so ga še oživljali na mesto, potem so ga pa hitro dali v bolnišnično vozilo in ga odpeljali v bolnišnico. V bolnišnici se je potem boril za življenje
še nekaj ur, ne vem točno koliko, po moje 2-3 ure, in potem tudi to bitko izgubil. Nekateri pravijo, da se je čisto drugače to odvijalo kot neka teorija zarote, da je prišel helikopter, da je bilo vse čisto drugače. Eno ali drugo, jaz mislim, da je bilo normalno z rešilcem, ampak eno ali drugo, nastal je splošen preplah, ljudje so bežali in ena stvar, ki bi jo rada izpostavila, ki meni spet totalno me zmoti in mi je bizarno, da se je nekdo tega lotil, nekdo, ki niti ni bil profesionalen snajper, je streljal v toliko veliki množici otrok in ljudi in nedolžnih ljudi, tudi ljudi, ki niso podpirali Charlieja Kirka in meni je to tako sebično, razumem, da se ne strinjaš, razumem, da si proti, razumem, da hočeš to ustaviti, ampak to ni način. Ti bi se lahko majčkeno, ne vem, kihnil pa spotaknil in bi tam nekoga drugega ubil in kaj bi bilo pol. Mislim, v vsakem primeru mi ta streljanje čisto nepotrebno. Grozljivo je tudi, ker ljudje, ki začnejo bežati, ko je tista panika, oni ne vejo, v katero smer bežati, ne vejo, od kje je prišel strel, vsak hoče zaščititi sebe in zaščititi svoje otroke in tiste, ki jih ima zraven in panika, preplah, bežanje, ampak kam, ne? Tisti je lahko bil tik za tabo, lahko je bil 500 metrov preveč, lahko je v prvi vrsti, lahko je v zadnji vrsti, ti ne veš, tako mu je ta strel odmeva, tako da nimaš pojma, kaj se sploh dogaja, ker je samo po sebi res travmatično samo za te ljudi, ki so bili tam. Pa ne vem, a ste slišali ali ne, tam je bila tudi njegova družina in otroci, tako da so oni mogli biti priča temu, je pač čisto nesprejemljivo. In že pridemo do našega osumljenca, že takrat so bile valjda razne kamere marsikje, ki so snemale okolico, tudi če so samo te CCTV kamere, se je videl, da je nekdo iz bližnje strehe, ki je bila tistih 300 metrov preč, laufal, skočil dol, bil oblečen večinoma v temno, ampak glih pot tega osumljenca je bila taka, da je skočil dol in se v bližnjih grmovjih, ker je bil očitno tudi študent univerze in je poznal okolico, preoblekel, pustil puško, tako dolgo puško, bolt action rifle oziroma puška z zaklepnim mehanizmom. Tle me vedno kregate, da ne znam tega povedati, ne znam, ker ne vem in me tudi ne zanima, ampak ti zdaj veš, kjer je bila. To je visoko natančno orožje, ampak on ni bil profesionalen snajper, tako da to, da je ogrozil druge, meni še vedno je no-go. No, obstajale so razne slike potem iz teh kamer in tisti posnetki, kako je laufal in kakorkoli ni to takoj v javnost prišlo, so njega zelo kmalu, še isti dan, najdel in aretirali. Najprej so aretirali napačno osebo, enega starca, to boste poj izvedeli iz sporočil na Discordu med pač tem osumljencem in njegovo punco, ampak ti starc je bil sumljiv potem samo zaradi tega, ker je imel isti outfit, kot so ga pričakovali na tem osumljencu. Ta osumljenc, pa še vedno nisem povedala, je bil oziroma je 22-letni Tyler Robinson. Na tej točki je že aretiran in obtožen. Je pa zanimiva pot, kako je prišlo do te aretacije. Poleg tistih Discord sporočil, ki tukaj valjda še niso prišla v javnost, je njegova družina, ki je bila valjda tudi opletena v ta dogodek, ker je on prej tej družini veliko govoril, da je upleten politiko, da mu je postalo ful bolj mar, da se ne strinja s Charliejem, da ga pač prezira, bla bla bla. In so bili pozorni na to dogajanje, ker so itak iz okolice, valjda, in so videli potem, kdo je ta osumljenec, videli so slike in so bili tako, o moj bog, to je naš sin, ja, to je naš sin. In so ga, dejansko njegova družina ga je potem predala policiji s tem, da se on tudi ni več upiral, videl je, da bo pač preslej najden in je tudi on prostovoljno prišel naprej. Tako da ja, zelo hitro je bilo to popredalčkano in na tej točki ni več pač osumljenec, ampak je obtoženec, ima že prebrane svoje obtožbe, ker včeraj je bil prvi dan na sodišču. Tako da gremo kar čez te obtožbe. Prva in glavna obtožba je umor, logično načrtovan umor oziroma aggravated murder. Potem so pa še druga kazniva dejanja, naprimer izstrelitev strelnega orožja, obviously, potem 2 ovadbi za oviranje pravice, 2 ovadbi za manipulacijo prič in pa kaznivo dejanje nasilja v prisotnosti otroka, ker je tudi vse logično in res. Tožilci v okrožju Utah so tudi povedali, da se bojo prizadevali za to, da dobi dosmrten zapor, da dobi zapor brez možnosti parola oziroma pogojne izpustitve, brez možnosti plačila izpustitve. Včeraj smo videli, kako je bil on, kdor je gledal, je videl, da je bil on že na sodišču prek Zoom kamere, kjer večinoma ni govoril popolnoma nič, razen tega, da se je predstavil. To je valjda neke vrste navodilo od odvetnika, ki mu reče, ne govori nič, tako boš najmanj škode naredil, so mu pa prebrali valjda njegove obtožbe in kaj okvirno bojo poskušali doseči, da ga čaka v prihodnosti. Če komu to zanimivo, v tem določenem Zoom callu oziroma prvič na sodišču mu je bil dodeljen zagovornik. To je baje nekaj, kar določaš osebi, komu je to pomembno, zdaj v tem prvem delu na sodišču mu je bil dodeljen zagovornik, ker je bil
določen kot indigent, torej Tyler je indigent, ker je oseba, ki si ne more privoščiti ali pa sam dobiti odvetnika. Tudi, ker pride do fizičnih dokazov, je zdaj javno znano, da jih imajo veliko. Torej, dokazi DNK so na puški, so na dekci, ki je bila tudi zavita čez to puško, na oblačilih se mi zdi, tako da tudi to imajo v ozadju, kar spet pomeni, verjetno gre v to smer, da ga bojo zlahka obtožili in zaprli. Naslednjo zaslišanje na sodišču bo pa 29. septembra. Če koga zanima, če bo spremljal, mogoče bo takrat Tyler že kaj več govoril, ne vem točno, kako to poteka na sodišču in koliko hitro se bo to odvijalo. Preden grem na to cimro od Tylerja in preberem dejansko njuna sporočila, bi povedala samo še, da streli, ki so bili streljeni in ki niso bili streljeni, torej te metki, so imeli gor napise, ker se spomnimo že iz Luigija Mangoneta, če se spomnite, to je zdaj očitno ful popularno, da so gor napisi, in spomnim se dveh teh napisov zdaj iz puške od Tylerja. En napis je bil "Ciao bella ciao" in drug napis je bil "If you're reading this, you're gay". Pač razumem smeh, razumem ironijo tukaj, ker je bil toliko proti gejem, a ne, ampak ja, še vedno, joke ne paše tukaj zraven. Zdaj pa gremo kar na ta tekst sporočila na Discordu med Tylerjem in njegovo cimro. Ta cimra naj bi bila Lance Twiggs, čeprav bolj najbrž te osebe sploh ne omenjamo kaj dosti, ker ni načeloma nič kriva. Tudi ta oseba ni vedela, kaj se dogaja načeloma, in Tyler je bil tisti, ki je pisal njej. Zdaj, jaz sem se vprašala, a je to ženska ali moški, ampak je to partner, ki lik spreminja spol, torej v prehodu od moškega proti ženskemu spolu. Predvidevam, da ženska v tem primeru. Gremo kar na sporočila. Najprej je napisal Tyler njej, in sicer: "Pust, kar delaš, poglej pod mojo tipkovnico." Zato, ker sta bila cimra tudi v isti študentski sobi. In potem je on spet napisal: "Še vedno sem v redu, moja ljubezen, ampak obtičal sem v Oramu še malo dlje. Ne bo dolgo, dokler ne pridem domov, ampak še vedno moram vzeti svojo puško. Iskreno upal sem, da bo to ostala skrivnost do moje smrti do starosti. Žal mi je, da te vpletam v to." In potem je sporočilo od nje: "Pa nisi tisti, ki je to naredil, kaj ne?" In on je spet odpisal: "Sem, oprosti." In potem je samo v bistvu še on naprej piše, zgleda imel bolj monolog. "Prijeli so nekega starejšega moškega, nekoga v podobnih oblačilih." Naslednje sporočilo: "Moram pobrati svojo puško, ampak območje je zaprto." Tlej je bil še ful optimističen, dokler nazaj prišel in puško vzel in nobenega na odobu. Naprej: "Skrbi me, kaj bi naredil moj stari, če ne bi prinesel nazaj dedkove puške. Ne vem, če je imela serijsko številko, prstni odtisi." Baje je bil on ful pameten študent, tako da ne vem, kaj hudiče je on tle razmišljal, da nam je prišli do prstnih odtisov. Potem reče: "Dovolj sem imel njegovega sovraštva. Nekega sovraštva se ne da rešiti z dogovorom." Torej, tukaj govori o Charlieju Kirku. "Načrtoval sem vsaj teden dni prej." In potem na koncu še sporočilo: "Ne govori z mediji, zahtevaj odvetnika." Ker je pač smart, ampak ja. V glavnem, želim, da poveste, kaj mislite, seveda svoje mnenje, ne se skregati, nam se tle kregali politično, ker vsak ima pravico do svojih idej. Pa še enkrat, da ne pozabite, klikni link spodaj v opisu mojega videa in tipkaj kodo Alenka za 4 dodatne mesece Surfsharka, stvar, ki te bo čuvala na internetu. To je to za ta video, upam, da vam je bil všeč. Se gledamo naslednjič. Alien Mama out, pridni bote, radi se imejte. Bye!